Dober dan in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, na kateri bo zdravniška stroka pozvala odločevalce k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorila glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v Spodnji Soški dolini. Doslej je podpis k pozivu prispevalo že 314 zdravnikov in zobozdravnikov iz cele Slovenije. Prav lepo pozdravljam vse sodelujoče danes in k besedi vabim doktorico Nevenko Mlinar, zdravnico, ki deluje v splošni ambulanti v Desklah, ki bo spregovorila o tem, zakaj goriški zdravniki in zobozdravniki opozarjajo na primer Salonit Anhovo in zakaj bi povečanje sosežiga odpadkov Salonitu pomenilo dodatno in nedopustno zdravstveno obremenitev. Lepo pozdravljeni. Sem zdravnica v bivši obratni ambulanti Salonita Anhovo in vsakodnevno delam z zelo bolnimi ljudmi, ki so zboleli zaradi azbesta. Tukaj sem zato, ker mi osebna in poklicna etika ne da več spati. Ali bo država zaščitila šibkejše, ko gre za izrazito neenakopravne odnose? V Salonitu Anhovo so od leta 1921 do 1996 izdelovali azbest cementne izdelke. Zaradi fibrogenega in kancerogenega delovanja je v Srednji Soški dolini že dolgo prisotna epidemija azbestnih bolezni, ki jih žal še danes ni videti konca. V naši ambulanti v Desklah ima večina bolnikov priznano poklicno bolezen zaradi azbesta. Žal je bilo v zadnjih 20 letih 82 novo odkritih mezoteliomov. Mezoteliom je zelo agresiven rak pljučne ali trebušne mrene, ki je v več kot 80% povezan z azbestom. Kljub najsodobnejšemu zdravljenju pa je preživetje teh bolnikov krajše kot 18 mesecev. Če bi bila naša ambulanta povprečna slovenska ambulanta, bi v tem obdobju zaradi mezotelioma zbolel manj kot en bolnik. In če bi odgovorni ob spoznanjih o škodljivosti azbesta ravnali etično, ne bi prišlo do tako grozljivih posledic in nepotrebno izgubljenih življenj. Naši bolniki vedo, da bodo imeli do konca življenja v svojih telesih azbest. Zaradi prizadetosti pljuč težko dihajo, kašljajo in imajo bolečine v prsih. Poleg tega jih je strah. Mnogi so izgubili svoje bližnje. Ko zboli njihov sosed, prijatelj, pridejo k nam v ambulanto, da jim poslušamo pljuča, da bi vedeli, če je z njimi še vedno vse v redu. In strah jih je, ko gredo k pulmologu, na bolnik, na onkološki inštitut ali na torakalno kirurgijo. Upajo, da ne bo postavljena najhujša anhovska diagnoza, mezoteliom ali pljučni rak. In če se to zgodi, je ob naslednjem obisku med nama mučna tišina, ko se počutim tako zelo nemočna in brez besed. Bolniki dobro vedo, kaj jih čaka. Težko in izčrpljujoče zdravljenje. Nekateri pa, ko zbolijo, niti ne želijo ne diagnostike, niti ne zdravljenja. Ko se jim stanje poslabša, jih zdravimo na domu, lajšamo jim bolečine, pomagajo jim, da lažje dihajo in jih spodbujamo ter tolažimo svojce. In vse to naši bolniki dostojanstveno in tiho prenašajo. Na tako zdravstveno prizadeto in ogroženo populacijo pa se sedaj iz anhovskega dimnika še vedno kadi, le da je sedaj drugače. Salonit Anhovo v rotacijski peči sosežiga odpadke. Po podatkih Agencije Republike za okolje Slovenije so v letu 2018 sosežgali skoraj 105.000 ton odpadkov. Ker iz dimnika izhaja velika količina dimnih plinov, so tudi velike količine nevarnih snovi v njih. Emisije dušikovih oksidov so v letu 2018 znašala 1491 ton, ocenjene emisije benzena 2610 kg, emisije živega srebra in njegovih spojin 60 kg in tako naprej. Po veljavni zakonodaji se lahko izpusti nekaterih zdravju škodljivih snovi iz sosežigalnic večji kot pri sežigalnicah. Okoljevarstveno dovoljenje pa Salonitu Anhovo. Okoljevarstveno dovoljenje je žal že staro in sicer bilo je sprejeto 2007, opredeljuje vplivno območje tovarne do ograje.
čeprav si lahko predstavljamo, da gredo izpusti v zrak daleč preko tovarniške ograje. Naj ob tem povem, da zaradi mezotelioma obolevajo tudi tisti, ki niso bili nikoli zaposleni v Salonitu. Mnoge raziskave so potrdile povezavo med sežiganjem odpadkov v sežigalnicah in nekaterimi rakavimi obolenji, kot so pljučni rak, črevesni rak, limfom, sarkom in drugo. Zaradi teh dejstev smo zdravniki in zobozdravniki zaskrbljeni in na to žal že dolga leta opozarjamo. Od vseh odgovornih pričakujemo hitre in učinkovite ukrepe za zaščito zdravja ljudi, da se ne bi zgodba z azbestom ponovila. Hvala lepa. Hvala, dr. Mlinarjeva. Besedo pa predajam docentu dr. Miranu Barvarju iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKC Ljubljana, ki bo spregovoril, kaj se z vidika toksikologije dogaja pri sežiganju odpadkov. Hvala za vabilo. Ja, pri sežiganju in sosežiganju nevarnih in tudi nenavadnih odpadkov, kot je plastika in guma, se v ozračje sproščajo številne strupene snovi, kot so strupeni trdi delci PM, potem ultrafini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, potem dioksini, furani, benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki in številne toksične kovine. Izpusti sežigalnic in tudi sosežigalnic tako vsebujejo potrjeno rakotvorne snovi in ki pri lokalni in okoliškem prebivalstvu lahko povzroča rakave bolezni, kot so rak bezgavk, rak mehkih tkiv, potem rak črevesja in rak pljuč. Poleg tega pa te strupene snovi povzročajo tudi bolezni srca in ožilja, živčevja, pljuč in pa motijo razvoj plodov. Očitno je, da mejne vrednosti v izpustih za sežigalnice ne zagotavljajo zdravega okolja okoliškim prebivalcem, zato je nedopustno, da imajo sosežigalnice oziroma cementarne dovoljene še višje mejne vrednosti za izpuste. Dvakrat višje vrednosti za trde delce, na katerih so vezane številne težke kovine, kot so na primer živo srebro, svinec, arzen, kadmij, 5-krat višje mejne vrednosti za celokupni organski ogljik, ki vključuje tudi benzen, policiklične aromatske ogljikovodike, dioksine in furane, ki so dokazano rakotvorne snovi, in pa 2,5-krat višje vrednosti za dušikove okside, ki povzročajo vnetje pljuč in slabšajo bolezni pljuč. Poleg tega imajo dovoljenje tudi za višje izpuste benzena, ki je zelo rakotvorna snov, za katere ni neke varne mejne vrednosti in povzroča rak krvi oziroma levkemijo. Zavedati se moramo, da te rakotvorne snovi delujejo v zelo majhnih odmerkih, podobno kot tudi hormonski motilci, ki se tudi nahajajo v izpustih sežigalnic in sosežigalnic in dolgoročno škodujejo zdravju ljudi. Zavedati se tudi moramo, da je skupni učinek strupenih snovi v izpustih sežigalnic in sosežigalnic večji, kot bi bil seštevek učinkov posameznih snovi, zato ker so te učinki so sinergistični, lahko se celo pomnožujejo. Pri gorenju in sežiganju odpadkov nastajajo na primer trdi delci, ki gre potem v pljuča. Pomembni so predvsem ultrafini delci, ki imajo ogromno površino in na površini katerih se nahajajo številni toksični ogljikovodiki in težke kovine, ki skupaj, ko hkrati delujejo veliko močneje, bolj toksično, kot če bi deloval vsak posebej. Poleg tega moramo tukaj upoštevati še, da se toksične kovine in pa maščobotopni ogljikovodiki, kot so dioksini in furani, ko nabirajo, kopičijo v ljudeh, zato je zelo pomembna količina, kateri smo izpostavljeni, oziroma vseživljenjska izpostava. Tukaj pa je zelo pomembna tudi, moramo upoštevati pomembna količina, kateri smo izpostavljeni, in tudi količina, ki jo te sežigalnice oziroma sosežigalnice spustijo v okolje. Večja količina v okolju, bolj smo izpostavljeni tudi ljudje in na dolgi rok to škoduje. Zato je pač potrebno te izpuste spremljati stalno in pa nadzorovano oziroma preverjeno. Zavedati se treba, da merjenje težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, dioksinov in furanov samo vsakih nekaj mesecev oziroma še redkeje ni dovolj, da bi lahko ocenili izpostavljenost na daljši rok.
Pri odločanju o sežigalnicah in sosežigalnicah moramo upoštevati tudi posebnosti lokalnega prebivalstva, predvsem njihova bolezni zaradi že prisotnih kemikalij v okolju in pa industrije, ki že onesnažuje tako okolje. Hvala, dr. Brvar. Besedi vabim izredno profesorico Metodo Dodič-Špik, fakultete Kliničnega inštituta za medicino, dela in športa, ki pa bo spregovorila o zdravstvenem stanju prebivalcev Kanalske občine in problematiki mejnih vrednosti ter v drugih okoljskih žariščih v Sloveniji. Hvala lepa. S problemom izpostavljenosti azbestu v Soški dolini sem se začela ukvarjati v začetku 90-ih let, ko je v svetu veljala tako imenovana amfibolna teorija. To je ena od industrijskih potegavščin, ko se kupi znanstvenike, da ugotovijo, da je nevarna samo ena oblika, v tem primeru azbesta. V tem primeru so se 4 znanstveniki, ki so bili dodobra podkupljeni pa naivni, lotili raziskovanja, v katerem so odkrili, da je nevaren samo tako imenovani plavi azbest, ki ga se v svetu uporablja v 5%. Anhovo ga je uvažal iz Južne Afrike. Medtem ko je beli azbest, ki ga je bilo več kot 95%, veljal za nenevarnega. Takrat je bila moja naloga, da ugotovim, ali je ta beli azbest tudi nevaren ali ne. Takrat sem 2 leti preživela v arhivu, kjer sem dodobra spoznala tako delavce kot ves Anhovski arhiv od leta 1920 naprej. Številni od tistih, s katerimi sem se srečevala in ki so me spoznali s proizvodno, poznala sem vsak stroj posebej, so danes že mrtvi. Zakaj sem ta uvod naredila? Zato, ker pregled skozi Anhovske arhive je pokazal, da se je ta tovarna v vsem svojem času zelo striktno držala normativov. Se pravi, ta fabrika ni odstopala v normativih, tu pa tam so bili kakšni odstopi, ampak v glavnem so vabili tako imenovane strokovnjake, ki so jim povedali, kaj je dovoljeno, in tega so se držali. V začetku 70-ih let so imeli predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije iz bližnje države, ki jim je povedal, da če bojo spustili nivo izpostavljenosti azbestu na 1 vlakno na kubični centimeter, naj vas zdaj opozorim, da je ta vrednost 0,01 za delovna mesta, medtem ko za okolje ima pa še 4 ničle za decimalko. Torej, ko so povabili tega znanstvenika, mi je pač povedal, naj spustijo na 1 vlakno in so tudi to naredili. Kar je pomenilo, da so šli mimo standarda, ki je takrat veljal. Standard je bil pa 172 delcev na kubični centimeter. Torej, iz tega lahko vidite, če bi takrat gospod rekel, namesto 1 vlakna 100-krat manj, bi danes verjetno imeli vsaj 200 manj bolnih. Iz te zgodbe se lahko naučimo, da so standardi, ki so postavljeni v odvisnosti od postavljavcev standardov. Načeloma velja, da so v postavljanju standardov prvič strokovnjaki, ampak drugič vedno gospodarstvo in tretjič politika. Pri standardu gre za dogovor, kaj neka država zmore, in deloma seveda tudi o znanju, ampak govorim o deloma. Zato se vedno in tudi učimo vedno, naj se ljudje ne držijo standardov, ampak naj se držijo literature, ki o tem pripoveduje. Če hočeš namreč postaviti standard, neko številko, rabiš mnoge študije in v tem primeru grejo desetletja in standardi še vedno veljajo. To je prva nevarnost. Druga nevarnost je ta, da kot ste lahko pri sosežigu ali pa pri multiplih izpostavljenostih, namreč roko na srce, nikjer ne v Sloveniji, ne v tujini ni ene same izpostavljenosti več.
ampak smo istočasno izpostavljeni množici polutantov. Standardi so vedno postavljeni za vsak polutant posebej, kot da bi bil en sam. Za to postavitev standardov velja tisto, kar sem prej povedala, če je pa množica standardov, pa isto velja, samo za tega. Kako bosta ta dva skupaj delovala? Če me nas v tem trenutku vprašate, kako deluje azbest, ki ga je zagotovo še veliko v Soški dolini, v kombinaciji z pahi ali pa s težkimi kovinami, ne vemo, ker v svetu ni študij. Torej, tisto, kar predlagamo, prosimo, apeliramo, tako kot danes, je samo to, da se pri takih neznankah, pri postavljenih standardih, kot so postavljeni, in pri nepostavljenih standardih, skušamo oziroma vsaj držimo pravila previdnostnega principa. Z drugimi besedami, ne onesnažuj okolja, ki je že onesnaženo, čeprav z potencialnimi polutanti, ker bojo ljudje nastradali. In tega ne vidimo takoj, to vidimo čez 20, 30 ali 40 let. Še ena značilnost sodobnega onesnaževanja je, da ni več tako veliko, kot je bilo z azbestom, ampak dobiš male doze in teh je ogromno. Seštevanje teh doz ne boste niti slučajno v literaturi dobili, ker je nemogoče pogruntati. Torej, tisto, kar prosimo, kar opozarjamo kot zdravniki, je prvič na to, da so nam standardi le orientacija, in drugič, da za postavljanje standardov, kjer so številni polutanti, moramo biti posebej previdni, ker teh standardov ni in jih tudi v bodoče ne bo, razen za sorodne snovi. Sklicevanje na standarde, jaz razumem, da se industrija mora sklicevati na standarde, ker mora imeti neke predpise. Vendar, tule apeliramo na državo kot postavljalca teh standardov in pravil. Poleg standardov so nam pomembna še človekova življenja. Takih kombinacij, kot ima Slovenija, Evropska unija nima, ima drugačna, ampak takih kombinacij, da imaš ti recimo težko kovino, ki 200 let onesnažuješ dolino s težko kovino, kot je recimo primer Mežiške doline, pa dovoliš še vedno obratovanje tovarne, ki ima svinec, ali pa, da imaš 100-letno onesnaževanje doline z najhujšim karcinogenom, kar jih poznamo, azbestom, pa dovoliš še dodatno onesnaževanje z težkimi kovinami, z pahi, z sosežigom, ki ima dovoljeno 2-krat večjo vrednost, kot imajo sežigalnice, potem lahko samo utihneš, ker to pomeni, da ne gre za osnovno spoštovanje človeka. Jaz kot zdravnik to razumem tako. Vsak, ki misli, da posledic ne bo, si zatiska oči. Takih, in s tem zaključim, takih kombinacij, kot je Anhovo, imamo še drugje v Sloveniji. In jih je veliko. Mi imamo Punkte, imamo Belo krajino, imamo Celjsko kotlino, imamo Mežiško kotlino, imamo majhna področja, ki so onesnažena s sodobnimi onesnaževalci. Imamo Vrhniko za staro tovarno usnja. Vendar tako velikih žrtev, kot jih je v Soški dolini, nimamo nikjer in jaz iskreno upam, da bo politika vse naredila, da jih v bodoče ne bomo imeli. Že nekajkrat je Onkološki inštitut napovedal, da se je krivulja mezotelioma izravnala. Vi veste, da ljudje, ki so bili izpostavljeni pred 30 leti ali 40, zbolevajo danes. Tudi po 60 letih izpostavljenosti šele zbolijo lahko. Torej, Onkološki inštitut je opozarjal, da je mogoče plato že dosežen. V bistvu so ugotovili, pa da ni. Bilo je nakazano, vendar gre še vedno gor. Mimogrede, pred 3 dnevi smo na komisiji obravnavali spet novih 5 primerov mezoteliomov. Kolegi, to so nepotrebne žrtve. Za vsakim mezoteliomom
je po literaturi so 3 pljučni raki. Mi jih toliko ne odkrivamo. Zakaj ne? Predvsem zaradi neznanja. Ker nihče, ki dobi pljučni rak, ne pomisli, da je lahko tudi od azbesta. Tudi njegovi zdravniki najpogosteje ne. Hvala lepa. Hvala, profesorici Dobič-Fikfak. Kakšen je vpliv sožigalnic in sežigalnic na pljuče, pa nam bo odgovoril docent dr. Matevž Harlander z Kliničnega oddelka za pljučne bolezni UKC Ljubljana. Dobar dan, hvala za besedo. Danes sem bil povabljen sem, da predstavim pulmološki vidik problema onesnaženega zraka. Moram poudariti, da je to veliko večji problem, kot se ga mogoče zavedamo. Onesnažen zrak je dokazano v sicer zapletenih raziskavah v tujini povezan z nastankom pljučnih bolezni, tako malignih kot nemalignih. Največja težava pri preučevanju tega vpliva onesnaženosti zraka na nastanek bolezni je v tem, da je, kot je že bilo omenjeno, časovna latenca med izpostavljenostjo in nastankom bolezni lahko zelo dolga. Nekdo, ki zboli danes, ne moremo ocenjevati njegove izpostavljenosti danes, ampak moramo pogledati, kaj se je dogajalo z njim v preteklih 30 letih. To je pa zelo težko. Različni polutanti so, ko povzročajo te bolezni in samo nekatere rutinsko merimo. Ni pomembno, pravzaprav, kako pridejo ti polutanti v zrak. Lahko pridejo z dizelskim izpuhom, lahko pridejo iz kurilne peči ali pa iz sežigalnice ali sosežigalnice. Če pogledamo številke, kakšen volumen teh stvari se kadi ven iz dimnika, so pravzaprav grozne številke, ogromne. Nekako je v neskladju potem z dejansko emisijo izmerjeno na nekem merilnem mestu, ki ni neodvisno pravzaprav. Tako da se vprašamo lahko, ali je na tem sploh ustrezen nadzor. Povedano je že bilo tudi, da mejne vrednosti ne determinirajo, kdaj nastane bolezen. In to drži. Če gledamo vsakodnevna poročila, kako je onesnažen zrak, na primer v Sarajevu ali pa v Pekingu, pa se čudimo, kako lahko ljudje tam živijo. Naj vam povem, da so evropske študije, ki so bile narejene v ravno tako čistem ali še bolj čistem okolju, kot je slovensko, ravno tako pokazale zvezo med večjo izpostavljenostjo in nastankom bolezni. Kar pomeni, da tudi pri vrednostih, ki smo jih izpostavljeni v Ljubljani, imamo na primer večje tveganje kot nekdo, ki živi na podeželju. Lahko si mislite, da ljudje, ki živijo v dolinah, v kotlinah, kjer imajo dimnike, verjetno dobijo več vdihanih snovi. Pljuča so vstopno mesto za škodljive snovi, ki so v zraku. Večji delci, pa večji mislim takšno 5 do 2,5 mikrometrov veliki, se zaustavijo v pljučih in povzročajo samo pljučno bolezen. Najmanjši delci, veliki pod mikrometrom, kot 0,1, pa vstopijo v krvni obtok, kjer povzročajo potem srčno-žilne bolezni in tudi druge bolezni in tudi raka, ne samo pljuč, ampak tudi drugih organskih sistemov. Povezava je dokazana izpostavljenosti onesnaženemu zraku in povezava je tudi pokazana v več epidemioloških študijah, da je v prebivalstvu, ki je dodatno izpostavljeno sežigalnicam in sosežigalnicam, ta presežek nad populacijo. Se pravi, izpostavljenost tem izpustom je škodljiva. Tu govorimo o kronični izpostavljenosti, poznamo pa tudi še akutno izpostavljenost. Lahko pride v primeru neugodnih vremenskih pogojev, inverzije vetrov, do teh skokov. To se običajno dogaja v zimskem času. V teh zimskih časih lahko te koncentracije skočijo precej, te, ki jih običajno izmerimo. Tudi v Ljubljani. In takrat, kadar se to zgodi, prihaja pa do akutnih poslabšanj teh bolezni. Lahko dobimo astmatičen napad, poslabšanje KPB-ja ali praktično katerekoli druge, morda redkejše pljučne bolezni. Zato se danes pozivam, pridružujem temu pozivu, temu apelu, da zahtevamo od odločevalcev, da nam zagotavljajo zdravo okolje, v katerem živimo, in da je to, da živimo v zdravem okolju, višja prednostna naloga kot to, da zaslužimo nekaj denarja. Hvala lepa.
Hvala, dr. Harlander. Besedo predajam doktorici Marini Praprotnik iz pediatrične klinike v Ljubljani, ki pa bo spregovorila o vplivu nevarnih kemikalij v zraku na dihala pri otrocih. Hvala lepa. Otroci so neugodnim učinkom, se pravi onesnaževalom iz ozračja, veliko bolj izpostavljeni oziroma so za njih veliko bolj dovzetni zaradi več razlogov. Predvsem zato, ker imajo zelo nezrel še imunski sistem, zato, ker njihova pljuča še rastejo in so kot taka bolj občutljiva za te neugodne vplive iz okolja, zaradi tega, ker več časa preživijo na prostem kot odrasli in to običajno v teh bolj onesnaženih delih dneva, so bolj telesno aktivni, igrajo se bolj pri tleh, kjer je koncentracija višja, in tudi njihov dihalni volumen, minutni volumen dihanja je na površino telesa večji kot pri odraslem. Tako da so žal otroci ranljivejša skupina in lansko leto je v Angliji šla oziroma so išli izsledki eni angleški strokovni reviji o tem, da so otroci, denimo, ki so v vozičku do 60% bolj izpostavljeni vdihavanju teh onesnaževalom iz zraka, kadar jih starši peljejo v vozičku ob denimo prometni cesti. Zato, ker je ta višina na višini izpušnih cevi. Raziskave so pokazale, da je 33% otroške astme posledica onesnaženega zraka, kar so ogromne številke. In zaradi tega tudi jaz menim, da bi morali pravzaprav narediti veliko več, izvajati veliko več ukrepov, ki bi te izpuste avtomobilske in skratka onesnaženo zraka, skratka zmanjšati izpuste oziroma zmanjšati koncentracijo onesnaževal v zraku. To bi z ustrezno zakonodajo zagotovo šlo, je pa zato potrebno razmisliti in izvajati tudi določen pritisk na odločevalce, sicer se resnično stvari ne premaknejo. To mogoče zaenkrat. Hvala, dr. Praprotnikova. Med nami pozdravljam tudi doktorica Majdo Pohor iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pa bo spregovorila o vplivu izpostavljenosti azbestu na zdravje prebivalcev. No, vemo, da azbestna vlakna povzročajo ne samo bolezni pljuč, praktično lahko rečemo, da vplivajo na celo telo. Poleg tega so tudi rakotvorna, povzročajo tako raka pljuč, kot pa maligni mezoteliom. Je pa dokazano, da povzročajo tudi raka jajčnikov in pa grla in v zadnjih raziskavah se nakazujejo tudi povezave še z drugimi raki. Čeprav je bila proizvodnja azbesta pri nas ustavljena že skoraj pred 20 leti, pa je v bivalnem okolju še vedno azbest prisoten. No, te azbestne bolezni lahko, če na hitro naštejemo, torej na pljučno mreno oziroma zadebelitve pljučne mrene oziroma tako imenovane pleuralne plake povzročajo azbestna vlakna. Potem azbestozo, vemo tudi, gre za zadebelitev pljučnega tkiva in pa potem nastajanje brazgotin in propadanje pljučnega tkiva in pa, kot rečeno, rak pljuč in maligni mezoteliom, torej rak prsne ali pa trebušne mrene. Dokazano je tudi to, da so vsa azbestna vlakna, se pravi vsi tipi azbestnih vlaken rakotvorni, da sodijo v skupino 1, torej v tisto skupino, kjer so snovi, ki so dokazane rakotvorne. Tukaj bi posebej izpostavila še maligni mezoteliom ponovno, ki, kot smo že slišali, je sicer redek rak, ampak je zelo težek rak, zelo agresiven, hitro napredujoč. Tudi pri malignem mezoteliomu sicer velja, da večja kot je izpostavljenost, večje je tveganje. Vendar pa je ugotovljeno, da se mezoteliom lahko pojavi tudi pri majhni izpostavljenosti. Ta vidik, ta dejavnik je izredno pomemben dejstvo.
No, mi imamo dobre podatke v našem registru raka za maligni mezoteliom, imamo podatke že leta 1961 naprej in od takrat pa do leta 2016 smo imeli v Sloveniji skoraj 850 novo odkritih malignih mezoteliomov, točno 849. Največja incidenca je bila ravno v zadnjih letih, leta 2012 in leta 2016, ko je bila 43 oziroma 44 primerov na leto. Torej vidimo, da ta incidenca, ta pojavnost z leti je zaenkrat naraščala. Ne vemo, ali smo že prišli do platoja, torej ali se bo pojavnost že ustavila, vendar pa je za pričakovati, da temu še nismo tako bili, oziroma da nismo še tam. Če pogledamo podatke za statistične regije, se kažejo tudi največja incidenčna stopnja v Goriški regiji. Torej, ne samo pri nas, tudi po svetu incidenca malignega mezotelioma še vedno raste. Glede na dolgo latentno dobo te bolezni, ki je več let, več 10 let, nekateri tudi poročajo 40 let, 60 let. Zaradi tega pričakujemo lahko, da bo pri starejših ljudeh verjetno ta incidenca še naraščala in da verjetno, kot rečeno, nismo še dosegli platoja. Zaradi obsežne izpostavljenosti ljudi v Soški dolini v preteklosti, zaradi dolge latentne dobe, ker je v okolju še vedno prisoten azbest zaradi posledic pretekle proizvodnje, predpostavljamo, da se število bolnikov z mezoteliomom v prihodnosti še ne bo zmanjševalo. Hvala lepa. Hvala, doktorici Pohor. Skupščina Zdravniške zbornice je soglasno podprla poziv odločevalcem po ukrepanju in opozorilo po njihovi odgovornosti, o čemer nam bo spregovorila predsednica Zdravniške zbornice, doktorica Zdenka Čepašek Krasnik. Pozdravljeni. Gre za tematiko, ki je že več kot 20 let aktualna, pomeni, da se v njej več ali manj redno poroča. In problematiko, kjer gre za to, da ljudje lahko vplivamo na odločevalce. To obravnava Aarhuška konvencija. To je konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Sprejeta je bila leta 1998 v Aarhusu na Danskem. Konvencija, vemo, je zavezujoč akt za tiste države, ki pristopijo, torej države pristopnice. In ta konvencija je prvi zavezujoči mednarodni instrument, ki skuša izčrpno in izključno obravnavati vprašanja pravic državljanov v okoljskih zadevah. In ta konvencija v svojem 8. členu tudi jasno zahteva. Tukaj imam en zbornik iz leta 2010, še vedno je dosegljiv na spletni strani Varuha človekovih pravic. Takrat smo imeli mednarodno konferenco o sodelovanju javnosti v okoljskih zadevah. Torej, takrat sem kot varuhinja človekovih pravic izrazito podprla vsa prizadevanja lokalnih skupnosti, predvsem, da pridejo do pravih podatkov. Pravi podatki in pravica dostopa do pravih podatkov je tista pravica, ki okoljskim prebivalcem, tam, ki so ogroženi, pripada in morajo dobiti te podatke. Najprej se spomnite preigravanja med ekokrogom in okoljskimi in osnaževalci, kjer je bilo polno manipulacij na temo, kaj prihaja ven iz tistega dimnika. Dolga borba je bila, ampak na koncu je ob izdatni pomoči tudi Varuha človekovih pravic ta zgodba dobila nekakšen epilog. Ni še vse, bom rekla, rešeno, ampak
ta hujše onesnaževanje na tisti točki se je končalo. V primeru, o katerem danes govorimo, pa javnost predstavljamo zdravniki. Najprej zdravniki iz ogroženega območja, okrog Anhovega, in pomembno je vedeti, da je lokalne zdravnike, kot je bilo že povedano, podprla skupščina zdravniške zbornice. Kot vidite tukaj danes, je podpora prišla iz različnih strok, ki vse opažajo, spremljajo in nažalost ne vedno uspešno ukrepajo, kadar se te posledice onesnaževanja pojavljajo pri ljudeh. Jaz mislim, če boste si zapomnili, kar je povedala dr. Mlinarjeva in boste njene besede prenesli v javnost tako, kot smo jo mi danes razumeli, da javnost ne bo mogla ostati nema, brez odgovora. In da zdravniki podpiramo akcijo, da ljudi spodbudimo k oporu proti odločevalcem, kateri ne želijo omejiti izpustov, kateri na prvo mesto postavljajo gospodarske interese, kot smo že slišali, in katerih se te zgodbe iz ne vem katerega razloga ne dotaknejo. Torej, zdravniki želimo in moramo dvigniti svoj glas, tudi takrat, ko gre za človekove pravice, še posebej, če so te ogrožene. In zato odločevalce skupno pozivamo, predvsem ministra za okolje Simona Zajca, da najkasneje do petka, 6. marca tega leta, pričnejo s postopkom za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig, in sicer na način, da se dovoljene emisije za sosežig znižajo vsaj na raven, ki je dovoljena za sežig, oziroma na raven, kot jih pri izpustih škodljivih snovi v zrak določa Svetovna organizacija. Kot je povedala profesor Dodičeva, je to, bom rekla, le majhen premik letvice in še zdaleč ne pomeni, da mi to okolje zavarujemo. Ampak to, kar lahko naredimo, da ga dodatno ne onesnažujemo oziroma onesnaževalci da ne onesnažujejo. Pričakujemo tudi, da bo zdravniška zbornica s postopkom oziroma s potekom postopka in vsemi odločitvami sproti seznanjena in sporočamo, to ste tudi danes lahko videli, da smo pripravljeni sodelovati po strokovni plati. Pa ne samo po strokovni, torej tudi po plati sodelovanja javnosti. Menimo namreč, da je z vidika zdravja ljudi in posledic, ki jih vsak dan srečujemo, zdravniki, nedopustno, da prebivalci v okolici sosežigalnic nosijo nekajkrat večje okoljsko breme. In to se zanesljivo kaže v njihovem zdravju. Pri tem se seveda posebej postavlja še vprašanje sosežiga odpadkov iz tujine. Obračamo se tudi na ministra za zdravje, Aleša Šabedra, in ga pozivamo, da s ciljem ohranjanja zdravja ljudi aktivno spodbuja in sodeluje pri uresničevanju in zahtev tega poziva. Torej, da pritegne nam, ki smo to problematiko izpostavili, in da zastopa interese ogroženega prebivalstva iz okolja, o katerem danes govorimo. Zdravniki torej še enkrat želimo javnosti pokazati, da za dobre namene znamo stopiti skupaj in javnosti brez zadržkov povedati, da se bomo borili za zdravje ljudi v vseh krajih Slovenije. Hvala predsednica, hvala tudi vsem sodelujočim danes na konferenci. Besedo pa predajam novinarjem v primeru vprašanj. Izvolite. Mojca Domančič, Televizija Slovenija.
Najprej se ustavila pri vas, dr. Blaškova. Pravite, da do 6.3. zahtevate vsaj izenačitev s sežigalnicami. Torej se z normativi za sežigalnice potem strinjate? Mi želimo predvsem vstopiti v postopke. In to, kar mi zahtevamo, da se pričnejo postopki za izenačitev. To je prva stopnja za zmanjšanje. Ne strinjamo se, da je to končna stopnja, ampak da vsaj ni dovoljen večji delež onesnaževalcev v izpustih, kadar gre za sosežig. Seveda se bomo borili tudi naprej za čim manj izpustov, ker se seveda zavedamo, da nekje sežige in sosežige treba izvajati. Ampak država mora premisliti o tem, kje bodo te lokacije, da bo pravočasno narejena ocena vplivov na okolje, vključno z meteorološkimi razmerami v določenem okolju. In gotovo je vsakemu od nas jasno, da doline, katerakoli že, so med najbolj ogroženimi, kajti vse ostaja tam, kjer je to onesnaževanje nastalo, pa večina ostane tam. Samo še vprašanje. Zdaj tudi vse te meritve izvajajo sami onesnaževalci, ne bi bilo dobro v tem postopku, tudi apelirati na spremembo zakonodaje v tem smislu, da so meritve neodvisne od drugih, ne od samih politikov. To mora biti, vse čas mora biti neodvisna meritev. To je vprašanje, s katerim sem se že res veliko let nazaj kot varuhinja ukvarjala. In tisti, ki ste spremljali problematiko takrat, ste opazili, da je tukaj neverjetno dosti, bom rekla, obvozov. In je tudi zakonodaja tako napisana, da ni tako težko zagotoviti, da so meritve v redu. Ali pa se kakšenkrat pač aparature pokvarijo, kar se seveda dogaja. Ampak kaj pomeni neodvisne meritve, seveda mi nismo tako pravi, ki bi na to odgovarjali, ampak jasno, da je tudi pri Aarhuški konvenciji pomenilo ravno to, da ima javnost pravico do pogleda v podatke in tudi pravico do tega, na kak način so merjeni in tudi pravico do tega, da se odkrijejo morebitne povezave med izvajalci meritev in naročniki. Morebiti še kdo? Ponovno malo vrh delo. Gospod Travnik, izpostavili ste datum 6. marec kot najkasnejši, ker pričakujete, da se bojo odločevalci odzvali. Kaj pa v primeru, da se ne? Načrtujete še kakšne pritiske? Če je vprašanje namenjeno meni, smo se pogajali o tem datumu. V resnici gre za to, da damo ministru in ministrstvu nekaj časa, da nas preučijo situacijo in da nas seznanijo. In to je ta drugi del naše zahteve. In potem bomo videli, ali nas seznanjajo in o čem nas seznanjajo. In če to seznanjanje ne bo potekalo tako, kot smo si nekako zamislili v duhu sodelovanja javnosti, potem bomo pripravili nove aktivnosti. 6. marec, kakšen točno, se upravičujem, bilo samo Primorska novica. 6. marec to naključno določeno, ali to ni 6. marec, ali pa bude 20. maj, Ne, ta datum je bil nekako postavljen v obdobje enega meseca po tistem, ko bomo svoje zahteve predali in podpise in zahteve predali ministru. Koliko se povečujem, podpisov je bilo že zbranih? 314. 314. Kaj pomeni vključitev v postopke? To je zdaj, bom rekla, bolj pravno vprašanje. Vključitev v postopke pomeni ravno to, da imamo pravico videti osnutke, ki gredo v obravnavo.
Se pravi, da takrat, kadar se pripravljajo dovoljenja za sosežig, okoljevarstvena dovoljenja, da imamo pravico videti. Ne, da bomo zdaj rekli, ne bi tega ne smete, ampak videti in opozarjati. Se pravi, da je zdravniška zbornica, govorimo to? Zdaj gre za vprašanje javnosti. Mi v tem primeru nastopamo kot javnost. Seveda se bomo povezali tudi z varuhom človekovih pravic, kjer so takšni postopki vključevanja javnosti že dobro izdelani in bomo z njihovo pomočjo in strokovnjaki, ki so pri varuhu človekovih pravic za varovanje okolja, poskušali čim bolj podpreti te naše zahteve. Ker se bo namreč sigurno najdu kdo, ki bo rekel, ja, vsi ti postopki so že javni, vse imamo javno obravnavo. Skoraj sigurno. Ni čist tako, pa ne bi te pravne zadeve. Ena stvar je, da se dobi status stranke v postopku. Tudi, če je postopek javen, če ti nisi stranka v postopku, potem so tvoje možnosti na vplivanje bistveno manjše. Lahko še Primož Božič, Primorski val. Pa se to nanaša tudi na trenutni postopek, trenutna namera Salonita, ki je pač na ARS-u v obravnavi. Namera gre se za spremembo v bistvu proizvodnje, povečanje sosežiga. Ali je to v bistvu, se gre bolj za tele standarde, pač, da se jih zniža že v začetku? Gre za oboje. Gre za oboje. Podpisov še niste prebrali? To se bo ravno zgodilo 6. februarja in zato je 6. marec tisti en mesec, ko bi naj na ministrstvo proučili našo vlogo. Vanja Trkman, Radio Robin, kako pa je vaša komunikacija, ki je z ARS-om potekala, če sploh? Zdaj, jaz sledim zadevi od takrat naprej, ko so kolegi predstavili problematiko na skupščini zdravniške zbornice in ko smo začeli pripravljati novinarsko konferenco. Predtem so bili kolegi iz Kanalske doline, ne? Vi ste že kaj ukrepali pri ARS-u? Ne, mi nismo ukrepali pri ARS-u. Spomnim, da prav v vašem obisku takrat je bila prisotna tudi ena gospa z te agencije in takrat ni želela govoriti o tem, zato sem mislila, da se mogoče bolj komunikativni postavlja takrat. Ne, mi v tako pravo akcijo še nismo šli, jaz res računam na pomoč varuha človekovih pravic, kjer so pred tem verzirani. In da bomo dejansko pomagali kolegom za to, da branijo interese in seveda zdravje lokalnega prebivalstva. Sem pa jaz seveda tudi pripravljena iti na lokacijo, če bo treba. Koliko sem takrat, ko sem na varuhi. Samo še to, tudi še kako bi se res že več kot 20 let ukvarjate s tem, ali vas je ARS oziroma katerikoli od odločevalcev kdaj povabil kot stroko zraven pri vrednotenju teh normativov? Ne, nikoli, seveda. Jaz mislim, da je to tisto vprašanje, ki je bilo tudi prej postavljeno, da najprej to postavljanje normativov je Slovenija prešibka, da bi lahko postavljala normative tako strokovno kot institucionalno. Normativi se običajno prevzemajo od velikih svetovnih agencij. Jih je v svetu par, jih ni zelo veliko, kjer se postavljajo ti normativi, neodvisno od koga to sprejmeš. Mi v glavnem sprejemamo od Evropske unije. Tako da tukaj ni spora. Problem je, da pri določenih snoveh prenašamo v svoje pravne akte snovi prepočasi. Recimo, zelo pogosto se vam bo zgodilo, da je neka snov v evropskih aktih napisana, v slovenskih pa ne. To je bil primer v preteklosti z formaldehidom, ki je bil štet kot čisti karcinogen, pa ga v slovenskih aktih ni bilo. Drug tak primer je silicijev dioksid, ki je bil, ali kremenčev pesek, ki je bil ravno tako štet kot karcinogen, oziroma je štet, pa ga dolga leta pri nas sploh ni bilo kot takega. To pomeni, da se industriji pušča prostor, v kateri lahko neomejeno dela. Vendar, ključno, kar je, in to bi rada poudarila, veliko bolj pomembno od normativov, je to, da ima država politiko upravljanja z okoljem.
Politika ni postavljanje normativov, politika je odločanje o tem, v kakem okolju želimo živeti. To pomeni, da ta politika bi se morala že pred 20 leti odločiti, da če je Soška dolina žrtev in umira zaradi izpostavljenosti azbestu, ki jo je postavila neka druga država, da ne bojo več v to dolino načeloma postavljali nobene industrije, ki bo ljudi poškodovala. Enako velja za Mežiško dolino, enako velja za Vrhniko, etc. Torej, gre za temeljno politično, tukaj ne mislim belo, črno politično, levo ali desno, ampak temeljno politično odločitev, v kaki državi želimo živeti. To je številka 1. Številka 2 pa je, če hočeš se za to odločati, moraš imeti strokovnjake, ki jih kontaktiraš in ki jih upoštevaš. Namreč, ni dovolj, da jih imamo, ampak moraš tudi upoštevati njihovo mnenje, ne pa, da je vse, kar rečeš, dvom, oziroma si ti problematičen kot strokovnjak, ne pa to, kar se dejansko v neki dolini dogaja. Torej, razvite države, pa tukaj, a veste, okolje je velika politika, tako da tukaj ni nobena država tako zelo čista, ampak politika okolja je v tem države razvite, imajo običajno tako, da imajo pred odločitvijo vedno dobijo strokovno mnenje. In to strokovno mnenje temelji na strokovnih dognanjih. Od natančno določene vlade naprej, ki jo imam v pameti, niso nas vprašali nič, popolnoma nič. To je kitajski zid, te ne vprašajo, ne sprašujejo, ampak prepisujejo akte. In to je razlika med delovanjem načrtnim, kar pomeni, veš, kaj hočeš, določiš metodologijo, kako boš to dosegel, in metodologija v Sloveniji očisti preteklost in se odloči za prihodnost. To je metodologija, na kak način boš to dosegel ta cilj, ki si ga zastavil. Ne pa ad hoc delovanje, kar mi počnemo. Mi počnemo tisto, kar je trenutno nekomu všeč. To niti mozaik ni, ampak je kodrlajsasta figura odločanja. In to so temeljne razlike. Zato nam sami standardi ne bojo nič pomagali, pa ljudje v Soški dolini bojo še zmeraj umirali. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, če moga Nedeljski dnevnik. Mene pa zanima, kako se lokalno prebivalstvo odziva na te vaše pobude in če se bo mogoče pridružili tej akciji v kakršnikoli obliki, recimo kot civilno združenje. Mogoče bi veste. Gospod je zadnji. Ja. Bi mogoče odgovoril, kdo iz lokalnega prebivalstva je? Tukaj se nekaj prisotnih iz občine Kanal, ja. Poskusili smo občinske svetnike, da bi se pridružili k pozivom zdravnikov. Ravno včeraj je bilo na koordinaciji seje za občinsko sejo ravno debata na to temo, ker je bilo odločeno, da bo izredna seja. Občani smo zelo skeptični do, kaj se bo iz tega razvilo. Smo zelo veseli, da v bistvu so zdravniki nekako se javno izpostavili, da so v bistvu prvič prišle neke strokovne informacije do nas, torej recimo govorimo o 8. kemijskem srečanju o varnosti, kemijski varnosti. Tako da v bistvu pred tem je bilo marsikdaj informacija zelo enolično predstavljena. Tako da v bistvu zanimanje javnosti, objave v medijih in tudi ta novinarska konferenca vsekakor daje bolj objektiven pogled, kot so tudi velika večina občanov do sedaj izpostavljeni. Tako da pričakujemo, da bomo